Ker tudi, če ti je neudobno, je vseeno bolj varno, kot sprememba. Ker ko je ena sprememba, naše telo, na živčni sistem je tako, ne, to pa ne poznamo, mogoče na drugi strani je preplopijo vsi alarmi. Vsi alarmi, ampak dejansko v resnici, ko pa naredimo neki korak, smo tako, čakaj, tukaj pa sam zavesa, pa zadnji je ful lepše, v bistvu, kot smo si mislili, da je. V bistvu, takrat sem mislila, da je pač vse povezano s fizičnim telesom in da pač, ko bom najdla rešitev za fizično telo pozdraviti, se bo stvari rešile. Pa sem začela odkrivati plasti spodaj in sem gotovila, tukaj je zelo povezano s čustvi, z mislimi, z energijo, ni samo ta fizični organ. Mi smo kot eni magneti, naše srce je kot en magnet. Kadar ti vibriraš v občutkih hvaležnosti, ljubezni, ampak to ni tisto, predem staneš, pa se črpaj, ko je spat, hvaležna sem za, ne šteješ vse stvari, ampak da si tako res pristno hvaležen, da res občutiš v telesu. Sem začutila, katera knjiga mi ima nekaj za sporočati, sem primila knjigo z police in sem odprla nekje. Zmeri sem prebrala točno tisto, kar sem veš, kaj sem zdaj jaz odprla? No, dej. Vredna si. Vredna si najčudovitejšega življenja, ki si ga lahko zamisliš. A vidiš? Jaz res verjamem, da imamo znake povsod. Mi moramo se samo odpreti, da jih začnemo videti. Ja, tako je v življenju, da nam včasih ponudi tudi limone. Od nas je odvisno, ali bomo naredili limonado ali napisali eno čisto novo zgodbo, kaj ne? Enet Jogan Klemše, dobrodošla. Živijo, Martina. Kaj bova zdajle s temi limonami? Veš kaj, ne boš, da poveva kakšno zanimivo zgodbo, ki je povezana z limonami. Jaz sem prinesla te limone danes z razlogom, zato da nam bo prvo, da nam bodo dvigavale vibracijo, zato ker limone so izjemno močen čistilc prostora. Res? Ja, dejansko energijsko, recimo, če čutiš, da imaš tako slabo energijo v prostoru, pa daš neke limone si, zdaj boš, da so pač žive, ne ja. In te so, ne? Te so, ja, zgledajo ful ne, ampak so, obljubim, da dišijo. Ja, hkrati pa je to v bistvu ena taka zanimiva primerjava, z življenjem. Ko v bistvu, kadar ti začneš svoje izzive in svoje probleme gledati skozi prizmo ene take igrive limone, ki v bistvu se daš sebe ven iz tega izziva in problema, kar naenkrat se v bistvu stvari lahko v drugi luči pokažejo. Življenje na limonadi je knjiga, ki je danes v ospredju. Dober dan, pozdravljeni in vabljeni v družbo. Pisateljice, mentorice, mojstrice. Ja, ti imaš res enet kar nekaj za pokazati v svojem življenju. Pravzaprav, če mene vprašaš, še vedno iščeš, nadgrajuješ, mojstriš sebe in svoje življenje v vseh pogledih, kaj ne? Ja, prej sem razmišljala, da v bistvu mi da se poznava že 10 let. Ja. In ti si me res tako videla v mojem res drugi luči. V različnih. Enet je bila moja osebna trenerka. Mislim, parkrat, ne. Ja, sva imele to čas, da sva skupaj, ne, vadle. Vadle fizično telo. Pa so se stvari odpirale, ne. Tudi recimo že takrat, ko sem bila osebna trenerka, sem vedela, da pač to ni vse, kar je. In sem rekla, jaz pač moram raziskovati, kaj je še tisto, kar mi manjka, kaj še ne vidim. Pa sem mislila, da mogoče mi manjka samo več znanja o prehrani, pa sem šla prehrano bolj podrobno raziskovati. Pa sem mislila, da pol mi manjka neke stvari bolj glede živčnega sistema, glede v bistvu tako fizično pa misli in sem začela polnim stapkanjem in v glavnem pa se je šlo pač naprej na energijski nivo, da sem šla pač delati razne tečaje in izobraževanja za mojstrico reikija. Potem sem pa začela še globje in pa sem šla na tečaj kanaliziranja, tako da sem pol še višje sfere spoznala in potem sem v bistvu ugotovila, da bolj, ko greš ti ven, bolj v bistvu ugotoviš, kako je vse to povezano. Zato jaz mislim, da tako v življenju je pomembno, da res razumemo, da smo vseeno tukaj fizični, smo naše fizično telo imamo in moramo skrbeti zanj. Zato so pomembni treningi, je pomembna prehrana, pomembno, da res delamo z našim fizičnim telesom. Hkrati pa ne smemo zanemarjati tega našega večjega dela. In nekako sem htela v tej knjigi bi se tudi prikazati vse te plasti, na tak mogoče na začetku malo bolj znanstveni način, ker recimo tudi sama sem včasih bila taka, da sem rabila res znanstvene dokaze, zakaj neke stvari so tako, ko so. Pa v bistvu pač se nekako tudi zgodba razlije bolj v ta občutkovni način, da dejansko bralec lahko začuti stvari, kako so. Niti ne več toliko v glavi, ampak da bi se lahko skozi telo sam začutiš, kaj se dogaja. Ampak če se vrneva prav v te vode osebnega trenerstva, že takrat si vedela, da zgolj osebna vadba in zdrava prehrana nista dovolj. Že takrat si začela iskati nekaj več in drugačnega. Ja. V bistvu, če pogledam nazaj, je
tudi ta v bistvu področje osebnega trenerstva tako preletelo nepričakovano moje življenje, ker se nisem nikoli v življenju mislila, da bom šla v to smer. Ampak me je v bistvu raziskovanje moje ščitnice in telesa v bistvu pripeljalo do tega, da sem šla poglobiti, ker pač vsak normalen človek prime knjigo recimo ne o ščitnici in prebere, jaz pač grem na zelo zahtevno izobraževanje osebnega trenerstva, ker pač tako funkcioniram. Ne? Jaz dejansko moram stvari skozi svoje telo začutiti, skozi svoje življenje, da lahko o njih v bistvu pač nekako izobražujem tudi naprej. No. Pa misliš, da so te tvoje težave, v narekovajih, omenila si ščitnico, pripeljale do poglobljenega raziskovanja, do te poti, kjer si danes? Ja. V bistvu, takrat sem mislila, da je pač vse povezano s fizičnim telesom in da pač, ko bom najla rešitev za fizično telo pozdraviti, se bodo stvari rešile. Pa sem začela odkrivati plasti spodaj in pa sem gotovila, ok, klev je zelo povezano s čustvi, z mislimi, z energijo, ni samo ta fizični organ. In kadar sem začela v bistvu odpirati te plasti, sem videla, koliko vzorcev recimo imam pri sebi, ker se sploh nisem zavedala prej. Ker sem si rekla, v bistvu recimo ščitnica, ta primer, ki je moj primer, recimo ščitnica je zelo povezana z obsojenjem, je zelo povezana z sramom. In jaz sem se rekla, pa jaz nimam tega obsojenja do drugih ljudi, jaz nimam tega. In potem sem začela videti tiste male situacije v življenju. Kolikrat sem v bistvu nekoga obsojala, zaradi tega, ker je drugače razmišljal, drugače bil, ampak nisem zavedala dejansko, da to delam. Zato mogoče tudi zadnje leta tako intenzivno delam na tej moji rani, bom jaz tomu rekla, in delam intenzivno na tem, da podpiram druge ženske, da podpiram druge, ker v bistvu vem, da sem celem in zdravam tudi sebe. No. Tako da recimo to je ena sam tako plat tega odpiranja, v bistvu, ko začneš delati s tistim, kar imaš, namesto da bi bil pač proti sebi in recimo se krivil ali pa obsojil, ker imaš neko bolezen pa neko stvar. Ne? Se pravi, skozi interakcijo z drugimi na nek način ugotavljaš, kdo pravzaprav je Enet. Ja. V bistvu ne sam jaz, ampak recimo tudi moje stranke in ženske, s katerimi sem v stiku. Tako, če bi potegnila, bi rekla, da dejansko smo mi na tem planetu, zato da doživimo sebe skozi prizmo drugih ljudi, v smislu z interakcijo, s tem, ko pridemo, vsak človek ti nekaj da, ne? Zdaj mogoče pozitivno, mogoče neprijetno, ne? Ampak vsak ti nekaj pusti, vsak ti pomaga nekaj odkleniti in delček sebe. In ne glede na to, v bistvu, kaj se dogaja v življenju, ne, ko včasih radi rečemo, joj, si sebičen, razmišljaš sam nase, ampak v resnici smo prišli na ta planet, da bomo sebični, da bomo sebe raziskovali v interakciji z drugimi. Ne? Tako da v bistvu tudi včasih, ko se nam zdi, da delamo za dobro drugih, še zmeraj delamo v prvi vrsti, zaradi, ker mi čutimo nekaj ob tem, ko delamo recimo dobro za druge. Ne? Tako da jaz imam tak pogled na te stvari, v bistvu, da dejansko vsaka stvar je prepletena, nismo ločeni in tudi, ko nekoga obsoješ, kaj nekaj slabega dela, pač verjetno imaš znotraj sebe en vzorc, ki mogoče je isti ali pa mogoče zelo podoben ali pa rabaš enostavno tako izkušnjo, ne? Da imaš to osebo v tvojem. Se pravi, se vprašati, kaj te intrigira v odnosu do nekoga? Ja, to je za moje pomen ena z najtežjih stvari, ker v bistvu naš ego je zgrajen, je močen, je ponosen, da je to, kar je, ne, da je imel vse te stvari v življenju in nekako se nam zdi kar upravičeno, da ok, tu sem jaz in zdaj moram braniti svoje zemlje, moram braniti svoje misli, svoje zamisli, vse. In kadar si ti pa dovoliš pogledati čez ego, ko v bistvu gledaš drugo osebo, tudi če te je prizadela ali pa je v bistvu rekla neko stvar, ki te je prizadelo. Prvo, da sprejmeš odgovornost za svoje občutke. Noben ti ne da jezovate, ne? To, če ko rečemo, ja, ta me je razjezil. Pač, da kdo je nekaj naredil, v tebi se je pa zbudila jeza. Kar ne pomeni, da ti on prišel pa dal po šalčkih, izvori malo jeze, ne, za danes. Mi pa kar prelagamo odgovornost, ne? Prelagamo za čustva. To je tako enostavno preložiti na nekoga, ne? Seveda, pa si, ok, rešeno, jaz ne rabim več razmišljati, ne? Tam pač nekdo drugi se bo ukvarjal s tem. Kadar si pa ti na tej poti zavestnega življenja, zato smo mogoče tudi tako poudarjam to besedo zavestno, ker to meni, da res veš, kaj se dogaja. Veš, kaj se dogaja s tvojim telesom, veš, kaj se dogaja s tvojimi mislimi, veš, kaj se dogaja v bistvu z okolico, da res malo razširiš iz tistega ozkega pogleda na življenje v to, ok, glej v bistvu, koliko stvari se hkrati dogaja v tem trenutku. Doskrat recimo niti ne opazamo, ko se ti zgodijo stvari v telesu, ne vem, začne nekje stiskati, nekaj se začne dogajati in ne opaziš, zaradi tega, ker v bistvu nisi pozoren na te stvari, ne? Ker pa ti spoznaš, da v bistvu vsi ljudje ti pomagajo samo neke stvari aktivirati, takrat si pozoren, aha, ok, nekdo je nekaj rekel, nekaj se zgodi v mojem telesu, zakaj se to dogaja, kaj zdaj zdravam. In v bistvu, kadar začnemo tako gledati, ker naenkrat obstaja eno polje, ki čakaj malo, v bistvu, obstaja sočutje, obstaja sprejemanje, lahko dovoljujem, da enostavno vsi obstajamo. Ne? Nismo več toliko vezani, jaz imam prav, vsi ostali so pa narobe. Ne? Ampak umetnost je prisluhniti bom rekla, tej dirki skozi življenje in čas. Ne? Ja. Je potrebno, bom rekla, kako
kako zložiti en dan za to, da nam uspe prisluhniti sami sebi. Tudi veliko krat govorimo o tem, telo ve, ampak mi ga ne poslušamo. Tudi če govorimo s fizičnimi težavami, boleznimi, ki se potem razvijajo v nekaj več. Kako pravočasno zaznati te klice na pomoč? Veš kaj, meni se zdi mogoče največji problem tam, da se vsem nam zdi, da mora biti en dan za to. Veš, en dan pa bom zdaj začel delati s telesom, en dan pa bom začel drugače jesti, en dan pa bom, v bistvu jemljemo kakor, da je vse ali nič. Tega dneva ni, ne? Ja, ampak vse ali nič, ne? Zdaj ta dan se mora zgoditi, ta sprememba velika in od takrat naprej bom drugačen. Pozabljamo pa, da v bistvu življenje se dogaja skozi majhne trenutke. In to so tisti majhni trenutki, recimo zjutraj, ko vstaneš, pa izbereš, da boš, najprej 3 minute posvetil sebi, preko recimo primeš telefon, pa začneš brskati po internetu. Da si res, mogoče daš v neki trenutek, ko se zbudiš, odpreš oči in 3 minute je res malo. Eno pesem si lahko daš, recimo, a veš nekaj, da te pomiri in samo začutiš, a sem zdaj jaz pristala v svoje telo zjutraj, ko sem se zbudila, sem jaz dejansko čutim svoje telo, kaj z njim, sem naspana, sem nisem sploh ne rabiš neko meditacijo, pa karkoli. Ker se ne zdi vse, da je treba ful truda za neke stvari delati na sebi. Ne? Ampak v bistvu skozi te majhne stvari, da izbereš, da recimo rečeš, si bo naštimu, uro, da vsako 1 uro si vzamem čas, da se malo pretegnem, da začutim spet, je kakšna napetost nova, se kaj novega dogaja. In v bistvu, ko delaš to, take majhne rituale, jaz pravim, da življenje mora biti ritual. Kako imaš ti majhne rituale, recimo tako ritual, da gremo na čajček, ali pa na kavo, to pač nam da občutek nekega zadovoljstva, neke posebne čarobnosti. Ne? In če na tak način začneš delati stvari v življenju, toliko hitro se začnejo spremembe dogajati, da sploh ne uspeš v bistvu dojeti, kaj se je zgodilo. Ne? Ampak ni en dan. Kaj delaš ti drugače, mogoče danes, kot si pred 5-10 leti? Razen tega, da je nastala družina vmes, da si mama 2 otrok, da si samostojna podjetnica. Kaj je tisto, kar opaziš pri sebi kot največjo ali drastično, če rečem takole spremembo? Ja, sprememba je itak v dan in noč. Tudi v občutenju verjetno. Ja, vse. Pač, če pomislim recimo na 10 let nazaj, takrat sem bila zelo v energiji, moram se dokazati kot osebna trenerka, moram izgledati kot osebna trenerka. Takrat sem imela zelo te borbe recimo s telesom, ker to je pač zgodba mojega življenja, ker sem imela vedno neke borbe s telesom, ampak takrat je bilo še toliko bolj intenzivno, ker sem bila pač v tej fitness industriji, ker zahteva neko popolnost, ker bi so takrat je bilo še toliko bolj mogoče ta občutek, da res moraš zgledati, da si pač fit, da si lahko trener, ker drugače ti noben ni zaupal v bistvu. In pok sem gotovila, da pač jaz nisem taka osebna trenerka, da bom dejansko z videzom dokazovala za moje znanje in sposobnosti. Potem bi se mogla jaz skoraj na tako smrt svojo, identitete, da sem gotovila, da jaz sem lahko drugačna osebna trenerka. In takrat se je začelo v bistvu ta sprememba, ki jo recimo tudi danes živim, da sem začela delati stvari zares drugače, da sem začela dajati bolj fokus na to, kako se jaz počutim, pa kaj se mi dejansko dogaja v smislu, ali sem jaz res srečna v tistem, kar delam, ali ne, ali je mogoče pač, ali so moje želje, ali so želje iz neke okolice, ki prihajajo. In takrat, ko sem začela v bistvu to malo tako neko plevevček sortirati, kam gre kaj, takrat sem gotovila, da kakšno moč imam jaz, da lahko v vsakem trenutku izberem sebe. To pomeni, da tudi če v tem trenutku sem osebna trenerka, lahko v tem naslednjem trenutku pač jaz sem mogoče, nekaj čist drugega. Ne? In tudi zdaj recimo jaz težko povem, kaj vse delam in kdo jaz sem, ker jaz dolgo sem se dajala v kalupe, in sem rekla, zdaj sem pisateljca, sem energijska terapeutka, sem predavateljca, ampak pa sem gotovila, da v bistvu jaz sem vse to. In kadar sem začela dejansko sprejemati vse te dele sebe, se je začela res ta velika sprememba. Ne? Predvsem pa, tako si omenila, v bistvu pač itek družina mi je obrnjena celoten, vse prioritete in vse na glavo. Nisem pričakovala, da se bo vse to zgodilo, ker se je zgodilo, mene je takrat totalno sesulo, sem imela ful močno poporodno depresijo, zelo sem se zredila in pri prvem in pri drugem porodu. Ampak zdaj, ko pogledam za nazaj, vidim, koliko močne stvari sem čistila v tistem času, ker so bile mogoče generacijsko še nazaj, ker se nisem zavedala, kaj vse se je odpiralo. Ne? Ampak bila je iniciacija. Dobesedno bila je iniciacija, ki me je odprla v neki več. Ker potem sem rekla, zdaj imam otroke. Zdaj ne moram več se obremenjevati s tem, kako jaz izgledam, ali bom nekomu v redu, ali ne, ali me bojo ljudje razumeli, ali me bojo sprejeli. Zdaj moram jaz pa moje otroke naučiti, pač kaj pomeni, da si ti res ti, ne? Da si dovoliš biti tu, kar si.
Ampak to je pač, da moraš ti res začeti delati. Ne? Jaz ne morem govoriti otrokom, pejte živeti svoje sanje, ne? Dejte vse se da v življenju narediti, pa bi bila jaz tako, moj bog, jaz si ne upam zdaj, ne vem, iti na oder, pa jaz si ne upam, ne vem, napisati Pa si res knjigo. nisi upala, ne? Ja, res nisem upala. Tudi že, ko sem bila trenerka, mi je bilo že tisto izziv, recimo, ko sem bila v Ljubljani, so bile po 25 žensk na treningu, je bilo, jaz, ko sem stopila prvič pred ono množico žensk, sem bila tako, moj bog, sem mi bo srce razneslo, ne? Ampak pač takrat sem nekako razvila ta svoj način, sem si rekla, ok, net, ti se sam deli, da veš, kaj delaš, drugo bo prišlo samo. In dobesedno, ko sem šla s to energijo, ti se sam deli, da veš, kaj delaš. In ko sem šla v to energijo, pa se je lahko res moja. Ampak to je zaupanje, samo zaupanje. Ja. V bistvu zaupanje, da bo tudi nekako nekdo te ulovil. Ne, v mojem primeru pač dejansko, da sem sama sebe ulovila, da bom moja tista spontanost in tista avtentičnost prišla ven, ne, da ne bom rabila res fejkat oziroma držati to energijo neke vloge, cel čas. Ne. Evo, zdaj, ko si rekla fejkat, če si tudi ti utrujena od fejka in perfekcije, potem dobrodošla k branju knjige in tudi v tem našem podcastu. Se pravi, misliš, da preveč fejkamo v življenju? Ja. Veš kaj, večino se niti ne zavedamo. V bistvu, če pogledaš že tako pri sebi, če vsak pomisli, prideš recimo si s partnerjem, imaš eno vlogo, zaradi tega, ker nekako si kar navajen, kako se obnašaš, kaj predvidevaš, kako bo partner reagiral, kaj bo delal, nekako kar si ta vloga zraven partnerja. Da si všečen. Ja, ne, da si pač spadaš, pripadaš. Pol si, ne vem, s prijateljicami si spet neka druga vloga, pol, ne vem, z neko družbo si spet neka vloga, zaradi tega, ker se naučeni smo kot neki kameleoni, ker pač vedno iščemo to pripadnost. Jaz verjamem pač, da to res izvira še iz tistih jamskih časov, ne, ko je bilo pač res nevarno, če ti nisi pripadal neki družbi, ne, in pač je potencialno pomenilo smrt, če si bil drugačen. Ampak zdaj živimo v času, ko pač ni lih več nevarno, ne, da si ti drugačen in da živiš v svoji avtentičnosti. Ne. In tudi vidimo, da v bistvu pač ljudje smo začeli hrepeneti po temu, ker tudi zdaj v tej dobi, ko je AI in vse ostale stvari, ko je vse tako popolno, perfektno, ne, zeditirano, ljudje rabimo tisto ranljivost, tisto iskrenost, v bistvu, da se lahko pokonektamo, ne, povežemo. Ampak kako lahko pridemo do te avtentičnosti? Jaz mislim, da moraš biti... To je svoboda na nek način, ne? Ja, absolutno. To je za moj pojem največja svoboda, je. Da si pač to, kar si in se rečeš... O tem je tudi v knjigi veliko napisanega, ne? Ja. Se mi zdi, da je bil to pač tudi moj proces, ko sem pisala knjigo, dejansko sem šla tudi sama v bistvu skozi neke nivoje tega. Veš, za moj pojem moraš biti res pogumen, da si upaš v tem svetu dati sebe na pladen in ne pričakovati nič nazaj. Oziroma si reči, kakorkoli bo drugi reagirali, kajkoli se bo dogajalo, to ni povezano z mano in mojo vrednostjo. In tle se mi zdi, da treba začeti delati. Ne? V bistvu, to so tiste majhne stvari. A veš, ne vem, da si rečeš, ok, mogoče recimo dosti ženskam vem, da je ful neprijetno iti sama, ne vem, na kavo ali pa sama recimo na kosilo nekam. A veš, pa da rečeš, ok, danes bom naredila nekaj neobičajnega zame, bom šla sama na kavo in bom tam tudi, če mi bo neprijetno in sem presedala na stolom, bila, ko bila rada, če pa ne začela štrcati na telefon ali pa ne vem, karkoli drugega, brala knjigo, zdaj najbolj zanimivo bo takrat knjiga, ne. Da si takrat res dovoliš obsedeti z njimi občutki in da se nasloniš nazaj in si rečeš, ok, tu sem, a veš, tu sem in ne glede na to, kaj bi drugi rekli, kaj si mislijo o meni, nima veze z mano, to je njihovo. Ne? In takrat, ko začneš to ločevati v vsaki situaciji, takrat se začne ta proces, v bistvu, ko se lahko začneš pač spreminjati iskreno. Ne? Veliko v knjigi pišeš o sindromu pridne punčke. Ja. Nekoč si bila, danes praviš skoraj ne več. Skoraj ne več. Pač, tako nekaj, jaz ne verjamem, da je kakšen vzorc, ki si ga imel kadarkoli v življenju in da ga enkrat na točki enega življenja nimaš nikoli več. Zato, ker pač vedno pridejo nove plasti ven, prišli smo v to življenje, da neke stvari procesiramo, ne, in raziskujemo, tako da vsak je dobil svoj set vzorcev in evo, zdaj pa deli z njimi. Ne. In ta sindrom pridne punčke, jaz sem recimo, meni je dosti zanimivo, ko tudi marsikdo mi reče tako, jaz se sploh tebe ne spomnim iz osnovne šole pa srednje šole. Zaradi tega, ker sem dobesedno nevidna, ker jaz sem se hotela skriti, meni je bilo grozno, da je kdorkoli pogledal v mojo smer, da je kdorkoli me izpostavil. Zato sem imela tudi take težke preizkušnje, recimo tako pač bila sem na piki v bistvu sem bila res skoraj nevidna. Ampak zgodilo se je, da sem imela par profesorjev in učiteljev, ki so me imeli na piki, po mojem zaradi tega, ker pač ne, sem bila... Siva miška. Ja, ne, pač se dalo name, ker itek nisem nobenega feedbacka dala nazaj, oziroma pač nisem se nič borila zase, dajmo temu reči, ne. Ampak jaz sem rabila te izkušnje, zaradi tega, ker sem videla, koliko dol me more potisniti življenje, da lahko pol v bistvu jaz se dvignem nazaj gor, ne. Ampak vse te izkušnje si obrnila sebi v prid. Ja. Vsak tega ne zmore. Kje je recept do? Jaz pa verjamem, da vsak to zmore, a veš? Ampak pač ne naredi, ne? Se pravi, kje je recept do preboja? Ok, jaz bom tako rekla, mislim, da moraš imeti res močno željo
da nekaj spremeniš. Zdaj, tako eni pridejo do te želje takrat, ko je res hudo v življenju in so toliko intenzivne stvari in toliko boleče stvari, da rečejo, ok, zdaj pa res ne moram več drugače, moram pač nekaj spremeniti. Recimo, na primer, ne vem, hujšanje, a veš, kaj je to neko področje, ki je bilo. Ne, ljudje ne bojo recimo prej poskrbeli za svoje zdravje in začeli malo delati na prehrani, na gibanju, na tomu, da bi začeli bolj sprejemati svoje telo, ampak takrat, ko bi jim bo rekel zdravnik, ja, zdaj pa če nekaj pač narediš, bo pač neka slaba posledica, takrat pa, hitro se najde motivacija, hitro narediš nekaj. Zato se mi zdi, tako ljudje so navajeni na to. Ne more neka cona udobja, ker je bila neka cona navajenosti. Zato, ker tudi če ti je neudobno, je vseeno bolj varno, kot sprememba. A veš, zato, ker ko je ena sprememba, naše telo, na živčni sistem je tako, ne, to pa ne poznamo, mogoče na drugi strani je preplavljajo vsi alarmi. Vsi alarmi, ampak dejansko v resnici, ko pa naredimo neki korak, smo tako, čakaj, a veš, tukaj pa sam zavesa, pa zadnji je ful lepše, v bistvu, kot smo si mislili, da je. Je pa res občutek iti za to zaveso in vstopiti v to spremembo. Tisto pa je nekaj groznega, nekaj občutek res, da v bistvu je konec enega dela tebe. Tako. Si ti na, bom rekla, ne ravno dnevni bazi, ampak tako v življenju nasploh še veliko krat postaviš ogledalo, pa vidiš, kaj je treba še spremeniti, še narediti, še nadgraditi. Mogoče, kaj ti v življenju taki predstavlja največji izziv, če smem biti tako osebna? Ja, iskreno, vsak dan si nastavamo gledalo, tudi če ne bi hotela. Zato, ker mi pridejo situacije, mi pridejo izzivi, mi pridejo, ne vem, neke stvari, ki me trigerajo, tudi mene, pač ne glede, koliko let delaš na sebi, vedno pridejo stvari, ki te trigerajo. Kaj je razlika dela na sebi, je pa to, da včasih bi šla v vlogo žrtve in bi bila, zakaj se to meni dogaja, življenje se dogaja proti meni, nekdo me hoče sabotirati, danes zjutraj, ko mi je avto nagajal, bi res rekla pač, vesolje me hoče kaznovati, nekaj hoče mi slabega, pa sem bila sam, a je mogoče, da imam jaz mogoče nekaj v moji energiji, kar ustvarja to situacijo, da se zdaj to dogaja, a veš, da nekaj mogoče del mene ni pomirjen zdaj pač, da grem jaz zdaj v tvojo družbo, in v bistvu drugače gledam na izzive, se pravi, jih ne gledam več kot na nekaj, to se dogaja pač meni, ampak sem tako, ok, to se dogaja zame, da jaz ratam boljša, da jaz rastem. Kako lahko jaz izkoristim ta izziv v bistvu, da sebi uprit, ne? Kako lahko človek naredi korak v to smer? Veliko osebnih, bom rekla, stikov ena na ena imaš. Prejle si kar nekajkrat omenila, da pomagaš predvsem in zgolj ženskam. Sem prav razumela? Ja. Kaj je tisto, kar razrešujete največkrat? Ja. Mogoče zakaj jaz se najbolj ukvarjam z ženskami, v bistvu, že ko sem imela treninge, sem trenirala ženske. Vse en čas je bilo vmes, ko sem imela tudi pač moške na treningih, ampak je bilo zelo malo časa. Jaz sem že takrat zaznala, kakšna je razlika, kadar recimo na treningu je prišel en moški. In tudi, če se nič drugega ni spremenilo, energija je bila popolnoma drugačna, ženske so se začele popolnoma drugače obnašati, ker nekaj je bil en občutek, da nobena ni bila zares sproščena. In potem sem začela to opažati tudi drugje, da recimo delavnice, predavanja, karkoli. Itek že tako je dostikrat tudi knjige, recimo za osebno rast, so naslovljeni moški, ti bralec in je v moškem spolu v bistvu pisana knjiga. Zdaj sem tudi napisala to knjigo v ženskem spolu. To pa ne pomeni, da je zgolj za ženske, kot tudi dosti moških jo prebere, pa bi povedal, da je pač ful jim dala knjiga, ampak jaz sem želela, da dejansko se ženske lahko res najdejo v temu, a veš, zdaj je nekaj prav zame in se lahko jaz najdem tukaj. In tudi ena stvar je tako, jaz verjamem, da smo moški in ženske vseeno ful drugačni. In je prav, da ženske začnemo v bistvu spoznavati sebe skozi svojo žensko prizmo najprej. A veš, sej v redu, je polhnenih na svetu in vsega, kako jih hujšati in kako pač delati na sebi in kako, ne vem, imeti zdrav partnerski odnos. Ampak šele takrat, ko v bistvu ti neke stvari predeluješ z, recimo, dajmo reči eno žensko, ki je že predelala neke te stvari, se lahko v tebi občutek varnosti aktivira. In to recimo je ena taka stvar, ki se vidim je zelo pomembna na teh mojih delavnicah in ena na ena in tako. V bistvu ženske pridejo k meni zaradi tega, ker čutijo, da so varne, da lahko v bistvu samo so. A veš, in je dosti že tu zdravilno, da sploh ne rabiš v bistvu neke stvari spreminjati in delati, ampak že samo to, da je občutek, a veš, si tak, kako si, ne? Doskrat je v bistvu tisti občutek, da ne moramo se zares sprostiti ženska ob ženski. In zato se mi zdi tako pomembno, da ustvarjam te varne prostore, da smo lahko ženske, a veš, ne rabimo se obsojati, ne rabimo iti ljubosumje, ne rabimo iti, lahko se obstajamo in vse dejansko podpiramo drugo in hkrati aktiviramo vse svoje darove. Ne? V knjigi veliko pišeš o vibracijah, o energiji, se pravi, če smo mi slabe volje, če poenostaviva, bomo k sebi pritegnili ali pa nezadovoljni, eno daljše obdobje, bomo srečevali ljudi v isti energiji. Če mi odpremo srce, delujemo iz ljubezni, potem bomo boljše stvari, ljubezen
kot tako priklicali v svoje življenje. To so zadeve, ki niso imaginarne v knjigi, ampak dejansko to živiš in to učiš. Ja. Živim, učim, pa tudi dokazane so. A veš, ker sem bila vedno tak človek, da sem bila res dokazane. Okay. In zato tudi v bistvu, mogoče, jaz tudi, če sem začutila že res dolgo nazaj, da bi napisala svojo knjigo, sem čutila, da dokler jaz nimam za res dokaze, da vse te stvari niso zmišljene, ampak so dejansko res, ne, do takrat pač ne bo ta knjiga nastala, ne. Zdaj pa je nastala, tako da jaz sem dala tako en ful klasičen primer, recimo, ko vem, da bo vsaka ali pa vsak se najdu v tem primeru, recimo, ko se zaljubiš, ne. Kar naenkrat odpadejo si problemi, ker ti si srečen, kar naenkrat vse je v redu, tudi če ne vem, posoliš krompir na mesto, mislim ga posladkaš na mesto posoliš ali pa je v redu, ja. Vse je okej, a veš, ni problema, ne, vse je, ker v bistvu pač ne opaziš vseh enih problemov z denarjem, pa zdravjem, pa ne vem, ker ti si v zelo visokih občutkih ljubezni. In isto v življenju, ti si dejansko ne rabiš druge osebe, da zbudiš ljubezen v sebi, ne, mi si mislimo, da rabiš partnerja, zato da boš čutil ljubezen, v bistvu lih kontra. Ti moraš najprej čutiti ljubezen v sebi, da lahko partner pravi pride v tvoje polje. Zato se dostikrat zgodi, da si rečeš, joj, zakaj se njih tazga partnerja pač pritegnil v svoje polje, ne? Ko mi kaže, lih tukaj mene boli in ko je neprijetno. Lih zaradi tega, ker v bistvu, kot si ti pomirjen s sabo, ko imaš sam sebe rad, ne? Prej je prišla beseda ven samo všečna, da imaš ti sebe rada, da se ti dobro počutiš sama s sabo, boš dobila partnerja, ki bo ti tu samo kot zrcalo kazal. In boš dejansko občutila to ljubezen zraven partnerja. Medtem, ko če se pač ti počutiš, da nisi vredna ljubezni, da nisi dovolj dobro, da si ves čas v nekih občutkih pomanjkljivosti, pomanjkanja, je takrat pa manj vrednosti. Takrat prije partner, ki ponavadi pač je, ali te dominira v odnosu, ne, nekako ne moreš izraziti sebe, ali pač vedno so neke situacije, ki se počutiš manj vredno pol s partnerjem, ne. Zdaj tako, lahko pač izbereš rast v tem odnosu, in lahko bi se izkoristiš vse te občutke, ki pridejo na plan, zato da ti s tem partnerjem presežeš te stvari. Lahko pa enostavno sam vidiš, ok, čakaj malo, zdaj kle izkreiram neko čudno situacijo, ne. Se pravi, moram iti najprej vase, najprej sebe pogledati, ki kle nisem v ljubezni, ki nisem v sprejemanju, in če se pol partnerski odnos izmer ne mora izboljšati, je pač boljše iti v drugi partnerski odnos. V knjigi pišeš, da je potrebno odpreti srce. Na kakšen način ga lahko odpremo? Ja. V bistvu mislimo, da je to tako neka duhovna zadeva, ne, odpiranje srca. Ker dostikrat se uporablja meditacije za odpiranje srca, pa ne vem kakšne tehnike in vse. V resnici srce ti odpre vse tisto, kamar ti dobiš še ni občutek. Radost, ne? Kako je lepo. A veš, pogledaš majhnega otroka in si kako so lepi, a veš, to če pač pol pomisliš na svoje obdobje otrok in si to, je že v redu, so zrasti. Da je mimo, je v redu. Ne, ampak ne vem, pogledaš sončni vzhod, sončni zahod, a veš, to so tiste stvari, ki spravim, da te življenje gane. In jaz recimo včasih... Ampak vse to je na dosegu, ne? Vse to je na dosegu, a veš... Tudi ena cvetoča rožica na travniku lahko. Ja, točno to, a veš, ne rabiš druge, da ti dajo neke stvari. Lahko recimo že sam tudi vzameš čas, pa rečeš, moj bog, a veš, kaj pač danes povohan limon, a veš, in si zares doživim to, kar mi recimo limon prenaša zdaj v moje polje. Kada se naučiš iz teh res mikrosituacij najdeti ljubezen, takrat se srce zelo odpira. Ne? V bistvu srce je odprto takrat, ko smo mi odprti za svet, takrat, ko v bistvu energija teče skozi nas, ker pač srce je zelo močen magnetičen portal. Kako vemo, da imamo odprto srce? Veš, kaj smo rekli, zelo hitro vidiš po situacijah. Če konstantno ti pridejo v tvoje polje ljudje, ki obsojajo, ki stalno nekoga opravljajo, pa stalno so, ne znam niti dati več te energije v polje. Ampak tudi jaz sem bila včasih taka, veš, kar na živce ti je šlo, vsi so ti šli na živce, ker si imel občutek, da si ti potegnil ta kratko palčko, da temu reči. A veš, ker joj, ne, on mu uspeva, drug mu uspeva in čutiš, da si v tem krču, da v bistvu nisi v ljubezni do vsega, ker v bistvu, kadar ti odpreš srce, da veš, da imaš odprto srce. To je takrat, ko vidiš nekoga, ki mogoče dela isto stvar kot ti, oziroma podobno stvar kot ti in mu ful uspeva in je, ne vem... In si srečen zanj. In nisi ljubosumen. Točno to. A veš, to je dokaz, da si dejansko odprl srce. Ker kaj to pomeni? To ne pomeni, da bo pač sam on imel več. To pomeni, da bo tudi ta stvar prišla v tvoje polje, zato ker zdaj si ti že pač vibracijski meč za to, ne? Se pravi, ti dejansko si dvignil tvoje polje vibracije. In tako sem rekla, pač v knjigi opisuje, ne, da v bistvu pač mi smo kot eni magneti, naše srce je kot en magnet. Kadar ti vibriraš v občutkih hvaležnosti, ljubezni, da si, ampak to ni tisto, ne, zjutraj predem staneš, pa se čer prekuješ spat, hvaležna sem za, ne šteješ 10 stvari, ne, ampak da si tako res pristno hvaležen, da res občutiš v telesu, ne, veš, recimo zmeraj govorimo o
srcu, zmeraj imam roke na tem področju, ker v bistvu mi imamo dlani zelo zdravilne. Ne? Tudi recimo, če podrsaš dlanino z drugo, pač občutiš to energijo, ki se pretaka. In zato tudi doskrat, ko nas karkoli boli, si postavljamo roke na dele telesa in kadar damo mi roke na naše srce, s tem mi odpiramo srce. Ne, v bistvu je dovolj, da se dotaknemo večkrat na dan, da ozavestaš ta del. A veš, da v bistvu pač zdaj srce pač na levi strani, ampak ta predel v bistvu prsnega koša, tukaj je energija srca. Ne, se pravi, ko izhajamo iz srca, smo tudi bolj v sebi, nismo tako razpršeni verjetno. Ampak prej si omenila, da si se po porodu srečala z depresijo. Ne? Ko si v enem takem obdobju, je težko vse to. Pa tudi, če bereš, če veš, če poslušaš, je težko vse to vnesti v svoj vsakdan. Kje naj se človek loti? Jaz bom nekaj tako, takrat, ko si res v taki črni luknji, kad je težko videti najmanjši žarek upanja. Zdaj, te stvari, ko sem zdaj govorila, so v bistvu za nekoga, ki je čist dajmo temu reči. Ki v bistvu pač... Ki išče probleme tam, ki jih ni. Tako. Odlično. Ne, ki mogoče pač ima čist vse ne, ampak je tako kot Lucija, recimo, ne, ona ima vse, ima družino, ima kariero, ima vse, ampak še zmeraj se ne počuti srečna. Evo, tisti dajte prebrati knjigo, bo dejansko tam pot naprej. Drugače pa, ko si ti v eni taki temni točki, ko imaš mogoče tudi neke slabe misli, da bi si karkoli škodoval. Zdaj jaz recimo, hvala Bogu, nisem imela prav do take meje, ampak sem imela pa res tak občutek doskrat, da sicer vedno sem čutila, da moram ustrajati zaradi otroka, recimo sploh, ko je prišla prva hčerka, se ga moram zaradi nje ustrajati, ampak jaz, če nje ne bi bilo, jaz se verjetno ne bi dvignila iz posle, takrat, ker sem bila prav, nisem bila sposobna jesti, nisem bila sposobna nič, ker sem bila prav na dnu. In kaj je v takem trenutku najpomembno? Da začneš dovoljevati. Jaz sem začela dovoljevati, da sem tako. Nisem se kritizirala, da sem pač zdaj v takem stanju, nisem se več obsojala, ker prej sem imela zelo močno obsojanje, čakaj malo, ne, sem ona pozitivna ženska, ki zmeraj zna najde pogledati stvari na pozitiven, on je zdaj pa kar naenkrat ne najde mene pozitivne stvari. Kako bom jaz druge učila, kako živeti pozitivno, če pač zdaj ne moram dejansko sama sebe dvigati gor, ne? Ampak ja, ta situacija prišla zaradi tega, da jaz lahko zdaj razumem ženske, ko to doživljajo, ker drugače ne bi razumela, koliko je težko, to, ko nisi sposoben priti iz posle, ne? In dela z majhnimi koraki. Recimo že samo to, da takrat si rečeš, ok, jaz rabim pomoč in ker si preznaš, da rabiš pomoč in da aktiviraš ljudi okoli tebe, da se mogoče z nekom zmeniš, da ti prinese za jest, da se z nekom zmeniš, da ti prije nekaj spucati. Ne, ženske smo dosta občutljive na to, ker se nam zdi pač, da zdaj je tu izpod naše časti, če nam bo nekdo pač nekaj delal in pomagal, zelo težko sprejeti pomoč. In mene je dejansko to najbolj povozilo takrat. Ker če bi jaz takrat si dovolila sprejeti pomoč, ker so mi vsi ponujali pomoč. Ampak ne, jaz sem močna ženska, jaz pač bom vse sposobna sama narediti. In bi se me tu sam še globje in še globje potiskalo, ne? In ne vem, recimo, če veš, da nisi sposobna, v redu je, pač ne vem, nabavi papirnate krožnike, a veš, pa da ne veš niti pomivati krožniku. Kako si lahko najbolj olajšaš tisto točko, da samo preživiš? Ker v bistvu, kadar začneš ti dovoljevati ta tvoj občutek preživetja, ki ga takrat rabiš, počasi se začne iti nagor, ker meni je zelo všeč ta beseda dovoljuješ, ker s tem v bistvu sprostiš napetost in si v pretoku, kar pomeni, da lahko prihajajo bolj pozitivne misli, bolj pozitivne stvari, situacije v tvoje življenje, bolj ko si ti neobremenjena. Ampak predvsem ta beseda pomoč, ne? Ja. Kjerkoli že, so terapeuti, so psihoterapeuti, skratka, veliko je poti. Verjetno se strinjaš, da vedno obstaja pot, ne? Ampak tisti prvi korak je včasih težko narediti. Ja, jaz mislim tako, da če verjameš, da ni poti zate, je res ne moreš najdeti, oziroma je res težko. Ko pa imaš ti pikico upanja, da mogoče pa je ena druga pot. Recimo meni je ful všeč mantra, jaz dostikrat si sama sebi rečem, kaj pa če se da? Kaj pa če obstaja druga varianta? Kaj pa če je druga pot? Kaj pa če, ker v bistvu, ko daš to enkrat polje, kaj pa če? Takrat ti odpreš in tvoje ideje in tvoje misli, da začne prihajati stvari, kaj pa če, a veš, kaj pa če obstaja, pa tudi če jo zdaj ne vidim, kaj pa če obstaja. In takrat, ko ti rateš pomirjena v tem občutku, ok, mogoče zdaj ne vidim poti naprej, mogoče ne vem, komu reči za pomoč, ampak kaj pa če jaz sam rečem, ok, vesolje, ne vem, Bog, angeli, karkoli čutiš, da rabaš nagovarjati, dajte mi prosim eno usmeritev, dajte mi eno pomoč, kako lahko zdaj jaz najdem pot naprej. Dajte mi en znak, tak, da ga bom res prepoznala. Dajte mi pomagati, da lahko nekaj se odpre. In takrat, ko bi se ti predaš to izven svoje, tako si tej točki, ker res težko greš naprej, dostikrat je lažje dati izven sebe to odgovornost za življenje, za trenutek, to, da v bistvu začutiš, da je nekaj še večjega na tabo, ki bo poskrbelo vedno zate. Ker živimo v ljubečem vesolju in tu moramo razumeti, da v bistvu vse, kar se dogaja z ljubeznijo za nas. Tudi, če ni prijetno. Ker si omenila odgovornost, prevelika odgovornost nas tudi zna ukalupiti oziroma nam prinese
več slabega kot dobrega, prevelika odgovornost, lahko rečemo prevelik, ne vem, perfekcionizem, ne vem. Skratka, si imela kdaj občutek, da si preveč odgovorna do življenja, partnerja, staršev, posla, strank? Ja, itak. Jaz sem starejša sestra, a veš, starejše sestre, zato smo tudi poseben karakter, ne, ker tudi dokazano je, Jaz sem najmlajša. Ano, veš, pa ti si na drugi strani, ne, tega spektra. Ampak recimo tudi dokazano, to mi je zanimivo, da recimo je dokazano, da starejše sestre, v bistvu smo v družini prevzeli največ odgovornosti, tudi pri starših, dejansko več kot starši, zaradi tega nekako se čutimo dolžne držati vse te niti skupaj. In tukaj se mi zdi zelo pomembno ločiti to, recimo, kaj je odgovornost, prevzemanje odgovornosti, pa kaj je v bistvu prevzemanje odgovornosti, ki ni tvoja. A veš, prevzemanje odgovornosti recimo za svoje čustva, za svoje misli, za svoje počutje je ena stvar. Večina ljudi pa tu res zamešuje s tem, da prevzema odgovornost, se pravi, moram poskrbeti, da so vsi ostali dobro okoli mene. A veš, in kadar mi začnemo ločevati to, da sem jaz dobro in da to ne vpliva na druge, oziroma kar je pa se z drugimi dogaja, da ne vpliva name, takrat se v bistvu ustvari ta prostor, da lahko šele pomagaš drugim, zato ker se ločiš od njih, ne? In te odgovornosti v bistvu. To si že na začetku omenila, da velikokrat si mislimo, da smo mi odgovorni za čustveno stanje nekoga. Bodi si v službi, bodi si doma, skratka za ljudi okrog nas. Ampak kako razumeti, kako vedeti, da če ti nekdo nekaj zabrusi v obraz, je to njegov problem, ne tvoj. Če ostaneš spoštljiv, dostojanstven, prijazen na nek način. Kako doseči to, da se ne boš, bom rekla, obremenjeval s počutjem nekoga, na katerega pravzaprav nimaš vpliva? Ok, zdaj te bom dala tako čisto en tak primer. Okay, recimo, da bi bile mi dve, pač zdaj sva na pijači, pa pride en gospod mimo in bi pogledal obe in bi rekel, ne vem, neumna si. In mi da bi mogoče vsaka, da bi drugače odreagirala. Ena bi bila tako, kaj ima ta gospod, pač slab dan, pač ne vem, kaj ima neke probleme, druga pa bi se mogoče ful zasekirala in bila tako, oh my god, kaj sem narobe naredila, a se slabo parkirala avto, ali ne vem, kaj se je zgodilo, a veš? Podvomila vase. Podvomila vase. Ista situacija, a veš? In dve različne reakcije. In v bistvu jaz se vedno tu opominjam, ne vidimo isto svet. Ne? Nam se zdi, da gledamo, ne vem, recimo ta čajnik, da je rdeče barve, ampak verjamem, da moj odtenek rdeče je čist drugačen kot tvoj, recimo. A veš, in tako, pogledamo, že pri barvah se ne moramo sporazumeti. Ne? Kaj šele pač pri drugih stvareh. Tako, meni je zanimivo, ko recimo jaz že z možem se doskrat skreva, katera barva, ne, ker pač enostavno vsak vidi svoj odtenek, ne, in v bistvu sem rabila en čas, da sem razumela, čakaj, v bistvu dejansko vsak vidi drugačno resnico. Ni da zdaj pač, ne, se ne mora zmeniti, kakšen ta odtenek, ampak resnici vsak ima prav, se pravi, dopustiti svojo resnico človeku. Ja. Da v bistvu razumemo, da tudi če človek vidi drugače skozi svojo prizmo. Jaz sem si začela res predstavljati, ko recimo opišem v knjigi, ne, da v bistvu si pač Lucija pogleda skozi sito za pač cedilo za pašto. Ne, in pogleda skozi in Lucija in Vita sta dva lika, ne? Glavne junake, da bojo poslušalke, gledalci to videli. Ja. Ne, v bistvu da pogleda skozi pač cedilo od pašte in ne vidi istega prizora, ko je videla recimo brez. A veš? In zdaj, če si predstavljaš, da vsak nosi neko sito pred sabo, ker vsako ima drugačne lukence, pa drugačno postavljene stvari, vsak vidi drugačne situacije v življenju. Kar pomeni, da če že fizično realnost okoli nas vidimo drugače, a veš, kako drugače vidimo, ko imamo vsak drugo zgodbo, druge izkušnje, druge lekcije v življenju, mogoče nešteto različnih preteklih življenj, ker smo pač vsak drugačne stvari doživljali. In kadar pridemo skupaj, se mi zdi, da je to v bistvu ta čar, da se naučimo sobivati, tudi če smo si različni. Da ne gremo v obsojanje drug do drugega, ampak da rečeš, ok, jaz razumem, spoštujem, da imaš drugačno mnenje, jaz pač nimam tazga mnenja, ampak, a veš, lahko dovoljujem, da imaš ti drugačno mnenje, kar ne pomeni, da pač jaz nimam prav. Ne, kadar nehamo iskati to, kdo ima prav, pa kdo je za kaj odgovoren, pa kdo je kriv, ne, takrat v bistvu se lahko to polje čist zamenja. Kriv. Kdo je kriv? O krivdi tudi pišeš, predvsem mamina krivda je tista, ki te biča še vedno. Odkot izhajajo te naše krivde? Jaz sem tako rekla, ne, že recimo naše mame in njihove mame so živele v popolnoma drugačni družbi. Je bilo v bistvu so bila pričakovanja do mame čist nekaj drugega, kot recimo je dan danes. In meni je zanimivo, sem imela včeraj pogovor z mojo 90-letno nono, ko smo se pogovarjali o tem, v bistvu, kako drugače pač
je situacija, ko recimo je ona imela svoje otroke, ko recimo ko sem jaz imela svoje otroke, v kakšen drugačen svet so prišli ti otroci. Ja, ona je dejansko bila v pomanjkanju, ogromno stvari ni bilo informacij, ni bilo stvari, se niso vedle. Jaz sem pa v bistvu prišla v dobo, ko je bilo preveč informacij in v začetku sem imela zelo velik problem, ker nisem vedela več, kaj poslušati. Taka vzgoja, drugačna vzgoja, zdaj, ne vem, uvajati hrano, dojiti, ne dojiti. To je bil, toliko informacij, da sem nekaj samo od tega, sem po moje, jaz bila tako malo depresivna. Ne? Kaj je moja pot, ne? Ki je, recimo, včasih pač je bila mogoče prednost tudi, da so vse prenašali iz roda v rod. Ne? Ženska povedala ženski, kaj se dogaja, recimo po porodu, kako poskrbeti za tega otroka, da pač preživi, ne? In to je bilo glavno važno, da preživi. Ni pomembno, ali so bile travme ali ne. Zdaj smo pa v obdobju, ko se sekiramo, ali bom jaz že, ko bo otrok v mojem trebuhu, mu naredila travme za celo življenje, ne? Ali pa skratka imamo polje. In ta krivda, ta občutek krivde, točno to ne, v bistvu, kako sem jaz odgovorna za tega otroka in kaj jaz povzročam njemu z mojimi stvarmi, z mojimi mislimi, z mojo energijo, z mojimi dejanji, z vsem, kar jaz sem. Ne? In tudi začneš lupati stran to krivdo, da v bistvu začneš odpirati, da mogoče ta krivda ni lih okej, da je tam. Jaz sem začela tako, da sem začela razumevati, da otroci so me izbrali za mamo. In kadar ti razumeš, da otrok pač, ko pride na svet, on te je že izbral. On je izbral točno tako mamo, ko si ti. Ti ne rabiš se nič spreminjati, nič biti drugačna. Ker on je izbral te izkušnje, te lekcije, ki jih rabi s tabo predelati. In tudi, če se nekdaj zdi, zdaj pa te stvari bo nesel celo življenje naprej ta vzorc, on je prišel po ta vzorc k tebi, zato ker ve, da lahko v bistvu je on evolucija tebe in tvoje linije, recimo za nazaj. Ne? Zato, če začnemo gledati širšo sliko vsega, je dosti lažje. V bistvu lahko lažje spustimo to krivdo, ker se zavedamo, da nismo samo mine. In tudi potem se lažje zgodi ta sprostitev za generacije nazaj. Ker naenkrat si tako, čakaj malo, v bistvu moji starši niso krivi za to, pač, da sem bila tako vzgojena, pa da so se stvari dogajale tako, kot so se, ker tudi oni so bili tako vzgojeni, kot so bili vzgojeni in njihovi starši. A veš, vsaka generacija prova, vsi se trudimo na najboljši način pač delovati. Ne? Ampak lahko pa naredimo nekaj, če vidimo, da ta način vendarle ni bil najboljši, brez obsojanja, da ta način zaustavimo in da so naše prihodnje generacije bolj subtilne v določenem delu življenja, o reakcijah, pogledih na življenje. To je še to. Meni se zdi, pomembno je, da razumeš, da kadar mi vidimo en vzorc ali pa vidimo eno stvar, da ni okej, da mogoče smo prevzeli od naših staršev, pa ne, da je šlo naprej in da zdaj tu mi delujemo podobno do naših otrok. Tudi jaz imam ogromno takih avtomatskih vzorcev, ko kdaj se krolovim, odkje je tu prišlo, ali stavek, ali način, kako odreagiram z energijo. In takrat v bistvu je pomembno, da ne greš v to obsojanje sebe, ali pa svojih staršev, pa kogarkoli drugega. In rečeš, sem lovil vzorc, ampak zdaj na meni je odgovornost, spet se vračamo na odgovornost, zdaj sem jaz odgovorna, kaj naredim s tem. Ali bom ignorantska in bom delala, ta vzorc ne obstaja, jaz bom delala naprej, kakor delam do zdaj, zato ker je lažje odreagirati po avtomatizmu, kakor se truditi spremeniti. Nekaj drugače, ja. Ali pa bom pač jaz rekla, zdaj grem pa jaz v neprijetnost, zato da mojim otrokom ne bo treba. Ne? In tukaj si recimo rekla, pač mi smo vsi povezani linijsko in vse stvari, to so tudi dokazane stvari, se prenašajo pač iz generacijo v generacijo. Meni recimo najbolj ena taka stvar, v bistvu informacija, ki me je tako totalno zatresla vse, je bilo, ko sem v bistvu zvedla, da kadar je recimo, dajmo reči, nona noseča za mamo tvojo, ne, če gremo žensko linijo, v bistvu tvoje celice so bile že v trebuhu od tvoje none, babice, ne, takrat, ko je bila ona noseča za tvojo mamo. Kar pomeni, da v bistvu ti si intenzivno doživljal stvari, ki jih je doživljala že tvoja babica, tvoja nona. In kadar to razumeš, veš, kako je kle zadiše, to je bilo samo ena taka fizična, biološka stvar, ki se je prenesla naprej, te naše geni, ampak kaj pa vse drugo, ki je dejansko energijsko šlo naprej. In to je recimo zelo zanimivo, da kadar začne eden v liniji nekaj delati na enih vzorcih, čuti cela linija. In doskrat se zgodi, recimo, mi je zanimivo, kakšne stranke, recimo, ko začnejo delati na sebi in pol poročajo, veš, me je klicala, ne vem, mama ali pa babica, kdorkoli, ko se jim neke stvari dogajajo na istem področju kot meni, pač neke fizične stvari butajo, neke čudne bolezni, se začnejo stvari pucati. In zdaj spravim, da mi smo odgovorni za to, kaj prenašamo naprej. Ker s tem, ko mi nekaj počistimo, ne samo, da našim otrokom olajšamo stvari za naprej, ampak tudi za nazaj. Ne? Tiste generacije, jaz spravim tako, vedno pride člen v generacijah, ki je sposoben občutiti tisto, kar prejšnje generacije niso bile sposobne občutiti. Ne? Ker je dovolj močen, da lahko čutite stvari. Kako sprejemajo ženske, s katerimi delaš vse te informacije? So dovzetne za to razumevanje? Ki je tako neotipljivo.
veš kaj, ko začneš dajati stvari v prakso, vidiš, da je v bistvu zelo fizično. Tu če mogoče zdaj zanetko malo duhovno ali pa malo bolj neotipljivo, tako kot si rekla, so to stvari, ki v resnici so zelo otipljive, ki jih začneš enkrat opažati v življenju. A veš, tudi misli jih ne moramo otipati, pa vemo, da so tam. Ne, a pa elektrika, ker zaupamo, da ta elektrika, pač večina nas ne ve niti odkje pride, kako pride, kaj se zgodi, ampak vemo, da ko pritisneš na stikalo, bo pač elektrika. Vemo pa, kako misel lahko vpliva na naše počutje. Ne? Tako, ne. Vse vidimo sami, a pa recimo tudi kako hrana recimo vpliva na naše misli, na naše počutje, ne, pa je fizična stvar recimo, ampak ne vem, kadar smo malo žalostni, depresivni v teh neprijetnih občutkih, ja, takrat noben ne bo zdrave solatice si šel narediti, ne, vedno nas bo vklicalo ali neki slang ali nekaj sladkega, ne, nekaj, kar bo v bistvu pač nam dalo na nekem drugem nivoju zadovolitev, ne fizičnem. Ne? Tako da, mislim, da je res pomembno, da vidimo, da v bistvu vse te stvari so čisto otipljive. In tako z ženskami, ki delam, v bistvu so se tudi ženske zelo spremenile, s katerimi recimo delam. Takrat, ko sem bila jaz zelo še malo tako v dvomih, ker nisem videla še te cele slike, ker sem videla dele tega, kar zdaj razlagam, ampak nisem videla še cele slike, nisem še doživela cele slike. Takrat so prihajale ženske, ki so doskrat to mojo avtoriteto tako malo izpodbijale, ali pa so, ne, v bistvu sem se mogla res postaviti v vlogo, da jaz vem, kdo sem in kaj delam in zakaj te stvari govorim. So se pojavljale. Zdaj pa v bistvu prihajajo ženske, ki praktično niti ust ne odprem, pa so že, Enet, prosim, pridi v moje polje, ker daješ tako energijo, da pač rabam to doživeti. Ne? In v bistvu, kadar to razumeš, da mi smo prišli vsak sem dati sebe v svet. In kadar si ti najbolj avtentičen, ljudje te zavohajo, te čutijo in te pravi ljudje pridejo k tebi. In ni vsak za vsazga. To sem rabila skar dolgo, da sem dojela, da ni vsak za vsazga, ker sem zmeraj mislila, da moram ljudi prepričevati v moj prav. Zdaj pa razumem, da enostavno tisti, ki ne razumejo, ne vidijo, dostikrat se zgodi tudi, da pridejo nazaj. Da recimo po več letih pač mi pride nekdo v polje, kar tako nenado. Ja, veš, si mi skočila na YouTube, mi je pokazala tvoj video ali pa nekaj, ne? Ni na ključi, ne? Da prideli ob določeni točki. Ne? Ni vsak za vsakega, je pa tale knjiga morda za vsakega, ali niti ne. Ja, to pa je. Komu bi jo svetovala in zakaj? To je terapevtski roman za moderno žensko. Ja, ok. To je bilo treba napisati nekaj tako na naslovnico, ne, da malo pač markantnega. Ja, drugače, kot sem rekla, tudi moški berejo to knjigo in jaz bom rekla, iz česa sem izhajala. Jaz recimo pri 19 letih sem prvič prebrala knjigo Življenje tvoje od Louise Hay. In takrat sem bila, wow, ne, kakšna knjiga, tako enostavna, tako preprosta, tako močna. In sem rekla, jaz bom en dan napisala knjigo, ki bo na tak način, da bi jo lahko imaš na polici in kadarkoli v točki življenja se lahko vrneš in jo prebereš in dobiš nek uvid. In jaz sem recimo že prej delala doskrat tako, da sem pač, ne vem, pobrala, sem začutila, katera knjiga mi ima nekaj za sporočati, sem primila knjigo z police in sem odprla nekje. In zmeri sem prebrala točno tisto, kar sem veš, kaj sem zdaj jaz odprla? No, dej. Vredna si. Vredna si najčudovitejšega življenja, ki si ga lahko zamisliš. A vidiš? Tako, pač jaz res verjamem, da imamo znake povsod. Mi moramo se samo odpreti, da jih začnemo videti. Ne? In ta knjiga je res polna znakov. In tako si rekla ti, ta knjiga je bila napisana tako, bom jaz rekla malo, jaz sem prvo mislila, da bo to res priročnik, da bo tako pač, a veš, po poglavjih se odpirala vsaka tematika. Potem pa videla, da dejansko sem razumela, zakaj se je začela pisati kot roman. Ker v bistvu naš kadar bere kot neko fikcijsko zgodbo, temu reči, da je roman, je neka zgodba, ki v bistvu nekako so izmišljene pač posebej in tako, ti nimaš več gor tiste obrambe. Ne, jaz pa ne verjamem tu. Ne, tu pa se ne strinjam. A veš, bolj prehaja noter neke informacije. Je preplet, ja. Tako, ne? In je lažje, v bistvu ni, ego se ne počuti ogroženega, ker mu ne ti govoriš, tako moraš delati, na tak način moraš. In tudi tako, v moji knjigi jaz nič ne rečem, kaj je res in kaj ni, ampak jaz povabim bralca ali pa bralko, da začuti, kaj je tvoja resnica. In tudi dostikrat rečem tako, včasih se zgodi, da ne moraš začeti brati te knjige, ker je energijsko zelo močna. Ker recimo pač jaz, ko se ukvarjam z energijami, sem tudi čutila, kako so bili deli knjige, ko sem pisala in ne vem, kaj sem napisala, ker so dobesedno se prehajale stvari, eno poglavje se prav spomnim, sem sam jokala in tipkala, nisem ti videla, kaj tipkam, ker so toliko mi prehajale ene misli, da sem mogla sam napisati ven. In za nekoga je mogoče energijsko preveč močna v tistem trenutku, kamar je. In jaz rečem, če imaš tak problem, daš knjigo pod polšter in spiš z njo, da se tvoje telo navadi na to energijo. To sem sprakticirala ful s takimi duhovnimi knjigami, ki so bile res malo bolj odprte za moje razumevanje. In sem imela tudi po en mesec knjigo in sem itak pozabila, da je ta knjiga. In pol čudežno ta knjiga je padla mi pod tleha, veš, ko sem menjavala rjuhe in odprem s to knjigo. Wow, kakšne informacije, kakšne stvari, kako nisem že prej to prebrala, ker nisem bila pripravljena. Se pravi, je roman in ima, bom rekla, kar nekaj navodil, kar nekaj želiš odpirati, odstirati, bom rekla, širiti pogled ali pa kakorkoli bi
to lahko rekle. In verjetno, glede na to, v kakšnem obdobju je tisti, ki bere to knjigo, tista misel ga bolj nagovori. Sigurno. Jaz, ko sem se pripravljala na tale pogovor in sem brala, v resnici sem si nekaj tudi izpisovala. Verjetno si bi nekdo drugi spisal nekaj drugega. Sigurno. A veš, meni je to lepota tega, v bistvu, ker vsak tudi razume stvari drugače. In tudi, če sem jaz mogoče imela eno stvar v mislih, ko sem napisala nek stavek, nekomu bo nekaj drugega se odprlo. In jaz mislim, da je tu, zaradi tega tudi beremo knjige, zaradi tega tudi rabimo v bistvu neke nove informacije. Ni, da moramo mi nekaj novega se naučiti, ampak mi moramo nekaj o sebi spoznati. In ponavadi, ko prebereš en stavek, se ti odpre, čakaj, kaj? A veš, mogoče tu imam pa tudi jaz neko stvar, to pa tudi se meni odpre, pa to se tudi meni pojavlja. Zato recimo skozi knjigo so res različne prakse noter, ki so tako res elegantno na pladenčku podane. A veš, nekdo, ko ima razne težave, se bo zaznal v nekem poglavju in bo tudi vedel dejansko, te ne pusti knjiga, evo, zdaj pa se reši sam, ne, pa zdaj najdi rešitev, ampak dejansko so tudi rešitve podane v knjigi. Se pravi, da v bistvu, ko si ti pozoren, meni recimo zelo všeč eno poglavje, najprej nisem razumela, kaj se z njim dogaja, ko sem ga pisala, ker je zelo specifično, ne bom povedala katero, ne bo presenečenje za vse, ki berejo, ampak je zelo počasno poglavje. V smislu, se zelo malo stvari dogaja, ampak zelo nazorno opisujem res vsako najmanjšo podrobnost v tistem trenutku. In kaj se v bistvu dogaja? To je dejansko poglavje, ki te sidra v prisotnost. Da postaneš ti bolj počasen, bolj da se dejansko usidraš v tisti trenutek, da si pozorna, kaj zares čutiš, kaj slišiš, kaj vonjaš. Ker v bistvu doskrat v življenju smo tako, neko se reka prej, hitimo, drvimo naprej in nismo v sedanjem trenutku. In kadar si ti ustaviš in rečeš, kaj pa če zdaj dam fokus, recimo, zdaj tipam limon, se pravi, dam fokus na svoj tip, ga povoham, dam fokus na svoj voh, ga zares pogledam, da res ne, ker večina stvari, ki gledamo in sam skeniramo, niti ne zares vzamo, ampak če si ti res prisoten, mogoče že 1 minuto s tisto limono, a veš, kar nekaj začneš drugače doživljati svet. Mogoče se zdi ful tako enostavno, ampak dejansko je enostavno. Mi smo si zakomplicirali. Ne rabiš ne vem kakšnih tehnik, ne rabiš meditacij, ne rabiš nobenega terapeuta, nobene stvari, če si ti zares pripravljen delati na sebi vsak dan s temi majhnimi stvarmi. Takrat se ti začnejo... Več prisotnosti. To je v bistvu začetek vsega. Jaz sem se smejala, ko sem brala o kozarcih, ko sta si naredili limonado in je hotela pustiti najboljše kozarce za posebne priložnosti. Tako kot smo naučeni, vzgojeni, imamo najlepše obleke za posebne priložnosti. Ne vem... Vse šparamo. Vse šparamo, ne? Ampak živimo vsak dan znova, živimo ta hip, ne? Tisti krožniki, tisti kozarci, samo če kdo pride na obisk. Ne? Ja. Ampak to je del vzgoje. Ja. Jaz recimo mi je ful zanimivo, da ta del po mojem rezonira z večino ljudmi, oziroma z res veliko množico ljudmi. Ampak kakšno je sporočilo, ki ga ti želiš dati? Ja, v bistvu meni se je to začelo odpirati res tako fizično s temi krožniki. Nek sem danes razmišljala, zakaj imamo mi te brezvezne bež krožnike, ki so res mi bili grdi. V omari smo pa čakali tako najlepši barviti krožniki, ker res pač barve. Barve vidim, ja. In sem rekla, za koga šparam? Ker sem dobesedno čakala, da se bojo te bež razbili, še tako grdo šledela z njimi, da jamo lahko čim prej, veš, da bo imela izgovor. In ker niso sedeli razbiti in ker niso teli pač iti ven iz mojega polja. In pa sem rekla, čakaj malo, zdaj čakam dovoljenje od teh krožnikov, da mu je slov zamenjala krožnike. A bom jaz bila tista, ki mu rekla, čakaj, jaz sem vredna, da jem iz najlepših krožnikov. Sej to ne pomeni, da rabim vršiti krožnike v smeti, sej lahko jih pač te spravam recimo za rezervo ali pa za obiske. A veš, kada pridijo, zakaj moramo lih kontra, ne? In v bistvu, kadar sem začela tako delati s temi krožniki, kar nekaj se mi je odprlo vse. Odprlo se mi je glede oblačil, ker nekaj sem gotovila, nikoli nimam nič za obleč, polno omaranih čudovitih oblek in ne vem še česa, barvitih stvari, ker sem tako ampak čakajo na posebno priložnost. Ja, to bo sam, če bo pač ne vem, kaj se je zgodilo. In kaj se zgodi? Kadar začneš ti uporabljati te stvari, ti vesolju dobesedno pokažeš, jaz sem vredna. In kaj je najbolj zanimivo? Da takrat ti prihaja več priložnosti in več v bistvu priložnosti, ki si lahko ti res počutiš, da je posebna priložnost. Hkrati pa v bistvu prihaja in več zanimivih stvari, fizično v tvoje polje, več ljudi v situaciji, kar naenkrat se v bistvu popolnoma zamenja tvoje življenje, ker ti si dala znak življenju, evo, da sem pripravljena, da pride vse, pa tudi s takimi malenkostmi? Ja. S tem se začne. Recimo meni je sploh to pomembno, da ljudje razumejo, da res ne rabiš neki dosti začeti delati, da se začnejo veliki premiki. Sploh zdaj leto 2026 je zelo energijsko močno leto in je leto kreacije, ki se dogajajo tako instant manifestacije, da moraš res paziti, kaj razmišljaš. Jaz tako dobivam stalno sporočila v inbox, veš, sam razmišlja, samo tem pa se je to zgodilo. Pa sam, tudi meni se je zgodilo že par takih, ko sem rekla, ne verjameš, da dokaj ne doživiš, ne.
res smo prišli v to, bolj ko si ti neobremenjen in bolj ko si tako razmišljaš fajn bi bilo to, takrat lahko stvari prihajajo v tvoje polje. Ne? Zdaj, če je stalno tako, da ne bi se to zgodilo, ne? Pa tako, da ti stalno take misli hodijo, pač jaz bi se kar mal bala, ne? Hoditi po svetu, ker pač tako hitro se stvari dogajajo. Ne? Ampak, če ti začneš z majhnimi stvarmi, kako lahko zdaj najdem v tem trenutku, ko tu gledam, tu poslušam, kako lahko najdem eno bolj prijetno misel do sebe ali pa do situacije v življenju. A veš, nimo vsi istega obdobja. Imaš obdobje, ki pač gre bolj dol, imaš obdobje, ki gre bolj gor. To je življenje, ne? To je življenje in ne smeš se primerjati z ljudmi, ki so na drugi točki kot ti, ker iskreno nobeden ni na isti točki kot ti. Kaj pa občutiti krivdo, če imaš več kot nekdo drug? Ne? Tudi o tem pišeš, v knjigi. Tudi to je recimo ena izmed mojih ran. Ja. To je tako, recimo, ker sem zmeraj imela občutek, da se moram zmanjšati. Če ne sem le preveč dobre volje in vse in potem nekdo prišel v moje polje, ki je bil slabe volje, sem se počutila, zdaj sem jaz dolžna se zmanjšati, da se bom boljše počutil. Ne? V resnici se noben ne počuti boljše, če se ti zmanjšaš. Dejansko se začnejo ljudje lahko boljše počutiti, sam ko jim ti omogočiš prostor za zdravljenje, kar pomeni, da si ti tu, kar si. Se pravi, če si ti dobre volje in proslavljaš sebe, to ni pomembno z drugimi ljudmi, kaj doživljajo. A veš, da dejansko tudi takrat se zaveš, da zdaj imam jaz obdobje, ki grem gor, zdaj imam jaz obdobje, ki se mi odpirajo stvari in če nekdo zraven mene, mora da to boljša prijateljca ali pa ne vem, mama ali kdorkoli, mu gre dol. Nisem odgovorna, da bom zdaj jaz reševala te ljudi, ker v bistvu iskreno nobenega ne moreš rešiti v življenju. Lahko samo sebi pomagaš in s tem, ko ti živiš sebe, si v bistvu kaj svetilnik in ljudem kažeš, glej, kaj je mogoče. Zdaj spravim, dajmo govoriti zgodbe uspeha oziroma dajmo govoriti zgodbe, kaj vse smo premagali v življenju, ker dostakrat se vidi samo na tako, lej, kaj nje je pa uspelo, pa lej, kaj je naredila. Zdaj se res čutim tako, ko ena, veš, ambasadorka tega nepopolnosti, zaradi tega, ker jaz hočem res pokazati, da pač vsak ima težke trenutke v življenju. Ko marsikdo mi reče, ne, ti si tako pogumna, ti delaš take stvari. Jaz sem tako, ne, jaz sem pogumna, da kljub strahu naredim stvar. To je edina stvar, ki je res. Ampak ravno tako včasih podvomiš, verjetno. Itak, vedno, ali bom, ali ne bom, ne? Vedno, veš, ampak se pa vedno bolj zanaša na svoj glas. Meni je jasno ratlo to, ko dobiš ti eno idejo za bilo kakšno stvar v svojem življenju, to je tvoja ideja. In samo ti veš, kako je realizirati, samo ti imaš dejansko tiste nasvete v sebi in ideje in rešitve, kako se bo lahko dalo to realizirati. In čim ti začneš dajati tu na pladnju ven in z ljudmi, kaj se tebi zdi, bi jaz zamenjala službo, kaj se tebi zdi, bi jaz mogla drugače, ne vem, karkoli delati, takrat v bistvu zgubiš to zlato nitko, bom sama rekla. In kadar se vrneš nazaj in rečeš, moja ideja je, ne vem, zdaj je meni prišel, recimo sem zmislena, zdaj je meni prišel občutek, da bi mogla zamenjati službo. Če je meni prišel impuls, da bi mogla nekaj drugega zdaj delati, zakaj poslušam, sprašujem vse druge, ki so v strahu mogoče, a veš, tej navidezni varnosti, ne, kaj pa boš poli, ne, kako boš pač, če ti ne bo uspelo. Če ti imaš idejo in se ti daš v to, da si res 100% siguran vase, pa nikoli nisi 100%, ampak da res rečeš, zdaj pa grem jaz verjeti sebi, tudi takrat, ko bom podvomil vase, takrat bi se te vesolje podpre. In pridejo ljudje, ki jih ne moreš predvidevati, da bojo prišli, ker pridejo takrat, kadar si ti dokazal, da verjameš vase, bolj kot verjame cela okolica. Ne? Verjamajo vase tvoji domači? Res. Verjamejo vate tvoji domači? Kako pomembno je to podporno okolje, če se tako le izrazim? Ja, mislim, jaz sem imela odvedno nekako podporno okolje, v smislu, da so tudi moji starši bili že odvedno ful odprti in so mi tudi nekako me spodbujali, da razmišljam svojo glavo, da sem odprta za drugačne stvari. Hkrati pa seveda so itak tudi v moji družini vzorci, ki bi pač, ne, veš, ko je tudi problem, recimo starši in otroci, vedno je neka vez, ki je težko pogledati, kdaj je pa zdaj ta otrok odrasel, ne, da bi se spustiš nekako ga v svet in da začne res, da ne rabiš odskrbeti, ali bo preživel ali ne, ker je sposoben sam preživeti, ne. In se mi zdi, da je res težko, kdaj je prerezati ko staršem. Tako da tudi pri meni se dogajajo situacije, ki včasih začnejo dvomiti vsi v moje ideje, sploh jaz imam res včasih take ideje, pač, da so vsi tako, to se ne da. Zato sem se že kar navadila, da reč ne povem, dokler pač se ni meni zasidrala ideja in sem se v bistvu naučila vprašati pomoč, takrat, kadar vidim, da res sem prijela na točko, ko si rečem, zdaj pa sem jaz stabilna v ideji, zdaj pa vem, koga rabim in kakšen nasvet rabim. In se mi zdi, da vsak mora najti tu v življenju, da v bistvu veš, kaj rabaš in pol pač tu tudi izraziš. In tukaj se mi zdi, imamo ženske tudi velik problem izraziti, ne samo pomoč tako na splošno življenju, ampak tudi dejansko ne znamo izraziti, kaj dejansko si želimo. In pa smo nekako tako, vsej partner bo razumel, jaz bi rada, jaz bi, nekako ne moramo izraziti, kaj bi hoteli, pa smo tako, ni mi prinesel rož za obletnico. Ja, ne vem, mogoče mu pa res nisi povedala, kaj tebi pomenijo te rože za obletnico, ker kako sem rekla, vsak gleda z drugačno prizmo in se mi zdi, da tudi tako pač te bližnji odnosi, partnerski odnos, prijatelji, recimo bližnji, družina,
To so največja darila v našem življenju, ker nam pokažejo najbolj tiste stvari, ki so boleče, ampak zakaj? Zato, da bomo mi zrasti čez to, da bomo miši čez to. Ne? Ker če ne, se boš pač ciklu celo življenje v eni in istem, boš bil, joj, to življenje se mi dogaja, ne? Niti ne vem, kaj se dogaja. Ne? Zanimivo mi je bilo tudi poglavje, ko si pisala o energiji, ki jo trošimo, velikokrat ne, da bi za to vedeli, ker si prizadevamo, ker hočemo na rekovajih rešiti sebe in svet. In potem je bila ta primerjava zanimiva. A bi denar dali vsem, ki bi ga, ne vem, želeli od vas, ki bi ga zahtevali, vprašali, bi ga kar trosili po ulici, ampak dejansko praviš, da je to velik problem. Ja, kadar ti razumeš, ker so energija, ne? Ja, je in potem je tudi morda ni več. Ne? Točno tako. Mi v bistvu pač smo prišli v to življenje, imamo nekako omejeno, koliko energije dobimo. Ne? In zdaj, če ti trosiš konstantno za situacije, ki niso tvoj top izbira ali pa niso ne? Recimo, da nekdo te povabi, da gremo na kavo, pa ti se tako, pa res ne čutim, da bi šla na kavo zdaj s to žensko mogoče, pa v tem trenutku in vseeno rečeš ker se nečeš zamiriti. Ne? To so take situacije. Sej na prvi pogled zgleda, ko se ni nič neškodljivega. V resnici pa ogromno tvoje energije oteklo v smer, ki ni tvoja res top izbira. Kaj se zgodi? Pol dejansko ti zmanjka za tvojo top izbiro. A veš, pa dobiš eno delo, zdaj bi pa res, ne vem, bi šla pa na hrib hoditi in to in se nekaj, kaj sem pa tako utrujena danes, kaj pa dejansko nisem zdaj v ta pravi energiji. Ne? In pa mogoče res ne greš, zaradi tega, ker si res preveč utrujena. In jaz pravim tako, moraš biti izbirčen, da izbiraš sam stvari, ki v tvojem telesu naredijo občutek, se sprosti, se razširi. To je tvoj ja. Kadar čutiš, da te malo zakrče, da te malo stisne v ramenih, v trebuhu, da si malo tako, ne vem, ne bi. Če ni tvoj unika bi ga zakričil iz strehe, pol je tvoj ne. A veš, tu ne ločimo, da če je tvoj to je tudi tvoj ne v resnici. Ne? Ker je verjetno pogojen z neko drugo stvarjo v ozadju. In pač, kako si pač omenila, denar in energija so isto in tudi energija denarja je pač lih na isti način deluje. Če ti ves čas daješ in daješ stvari in nisi sposoben sprejeti, ne vem, komplimenta, nisi sposoben sprejeti pomoči, potem si pa nimam dovolj denarja, ne prihaja denar k meni, ker denar je kle noter v teh vzorcih, ne? Čim ti v bistvu začneš sprejemati, da življenje te bo vedno podprlo, vedno ti bo dalo stvari, zato da ti pač daš tudi naprej te stvari, takrat bo pa prihajalo in denar in vse stvari v tvoje polje. Ampak osebno menim, da veliko energije trosimo, predvsem, ko smo v dvomih, ko ne vemo, ali zaviti na levo ali desno. Se pravi, takrat v tem momentu samo izpraševanja, ali morda, ko želimo, da bi nekdo razmišljal, kot si prej dejala, drugače, da bi mi lahko vplivali na njegove odzive, na njegova čustva. Niso to ti momenti, ko so v resnici res nepotrebni, oziroma če smo že v dvomu, da čim prej gremo iz te situacije ven, ne? To je to, pač, kako sem rekla, vzorci se celo življenje pač bodo čistili, ne, in se bojo pojavljali na različne načine. In tukaj se mi zdi res pomembno, da razumeš, da s tem, ko ti nekoga podpiraš v vlogi žrtve, mu ne pomagaš. Ne? S tem, ko se ti nekdo smili in mu rečeš, joj, bogi, njemu je pa res grozno, njemu pa res težko. Jaz sem začela gledati tako, le kakšen močen kreator je ta oseba, da si je skreirala tako težke situacije, zato da lahko pač pri sebi naredi tak velik napredek. Ker iskreno, najbolj boleče stvari v življenju, ki jih imamo, nam dajo največje darilo. Ne, če pogleda vsak nazaj pri sebi, kar ti je bilo najbolj hudo, vse tiste situacije, ko so bile izguba in bolečina in ko ti ni uspelo, pogledaš nazaj in si rečeš, zaradi tistega sem jaz danes tu, ker sem v bistvu pač šel čez tisto situacijo. Kaj pa še si zaradi tistega padel še nižje? Vedno pride točka, ko lahko greš gor. A veš, ampak le spet tvoja izbira. Tukaj smo se prej vrnili. Če priješ prav na dno, še zmeraj je izhod. Da začneš ti sam razmišljati, kaj pa če je izhod? Kaj pa če? In v bistvu je lahko to edina misel, ko jo imaš. Ne rabiš iskati izhoda. Lahko samo dovoljuješ, kaj pa če je izhod. In ko trebaš dovolj v pomerjenosti, takrat se bo odprlo. Ne? Mi podcenjujemo, koliko smo močni, v bistvu z našo energijo, z našimi mislimi, z našimi čustvi. Iskreno, naša čustva so tista, ki kreirajo vse, kar se dogaja okoli nas. Ampak ne, mi si mislimo pač, zdaj se počutim žalostna, zdaj bom potlačila, se počutim jezna, bom potlačila. Veliko tlačimo, ne? Ogromno tlač, sploh ženske. Ne? Zato so pa težave s ščitnico, ne? Pa težave z izražanjem, pa z jajčniki, pa z maternico, ker to so deli telesa, ki so povezani z izrazom ženske energije, ne? Z našim izrazom, s kreativnostjo recimo. In kadar začneš v bistvu te stvari kazati v svet,
ko si rečeš, ok, lahko me bojo obsojali, lahko me bojo kritizirali, lahko bojo me grdo gledali, ampak jaz čutim, da rabim dati sebe v svet. Na bilo kakšen način bo to resoniralo zdaj. Lahko je tu pač samo to, da možu poveš, veš kaj, danes pa ne bom jaz, ne vem, dala otroke spat, ker res rabim čas zase, dam primer. A pa bilo kakšna stvar je, da dejansko začneš izražati tisto, kar rabaš. Takrat se začne dogajati zdravljenje. Ker v bistvu, ja, mogoče v štartu bo res okolica odreagirala, kaj si pa ona misli, da je, kako pa ona deluje, kaj pa dela, ampak da si ti bolj trden v tej svoji energiji, ker veš, da dejansko ne delaš to iz žlehtnobe ali pa zdaj, ker bi hotel nekaj slabega drugim, ampak delaš zaradi tega, da bo skrbiš zase, ker ko si ti trden, sploh mame, kada smo mi trdni centri, takrat je cela družina v redu. Kadar mama ni v redu, otroci niso v redu, mož ni v redu, noben ni v redu, ne? Ker smo mi tiste, ki smo nosilke energije. In zdaj meni zanimivo, zdaj tudi mogoče toliko nagovarjam ženske, ker pač ženske smo tiste, ki držimo energijo. Moški so tisti, ki grejo v akcijo. In recimo, če pogledamo že na prazgodovino, pač ženska je bila tista, ki je intuitivno zaznala, od kje bo prišla nevarnost, kaj se bo zgodilo, kje bi bilo najboljše sadeže za nabrati. Dejansko ženske so imele zelo močno razvito intuicijo, da so preživeli. Moški je pač tisti, ki je šel pač v akcijo, ne, in dejansko napadel, ne vem, leva. Lovec. Lovec, ne. In v bistvu tu imamo še zmeri danes ohranjeno, ne? Ampak se tega ne zavedamo. V bistvu... Se ti ne zdi, da mogoče danes ženske preveč posegamo v to moško energijo in želimo biti lovke? Je to dejansko problem sodobnega časa ali ne? Ja, zelo velik. Veš kaj, se mi zdi, da je zelo se začelo s tem, ko so ženske začele se osamosvajati, v smislu, mi bi tudi rade volile, mi bi rade tudi delale v biznisu, mi bi tudi rade imele pomembne, oziroma delale vse stvari, ki delajo tudi moški. Zdaj pa imamo. Ja, in potem še pa mogoče preuči to skrajnost. A veš, da dejansko ženske niso ostale v svoji mehkobi, ampak smo ženske šle avtomatsko v ta... niti ne, kako bo sedaj najdene tak hustle energy, veš, to je v bistvu, da je treba garati, ne, da moramo se dokazovati, da smo boljše kot moški. Mogoče imamo zaradi tega še toliko bolj teh kompleksov, da moramo biti boljše, ker se moramo dokazati, ne samo med ženskami, ampak tudi pred moškimi, ne. Ker pa ti začneš sodelovati ženske energije, sploh recimo pri biznisu sem videla razliko. Dokaj sem jaz delovala na tak način v tej moški energiji, sem imela stranke, ki dejansko so bili zmeraj neki smo se zatikali, pa vedno so bili neke stvari, ki niso šle po planu. Pa sem rekla, ok, kaj pa če zdaj zares ratam iskrena in začnem riskirati v smislu, da dam sebe, to, kar čutim, na tak način, ko čutim. In tudi zdaj recimo, ko jaz delam dogodke, meni mogoče pride ideja, ne vem, 2 dni prej, da bom neko stvar naredila. Včasih bi bila tako, ne, moram imeti strukturo, planiranje, Zdaj sem tako, ok, jaz sem začutila, da rabim dati ven in dam ven. In recimo zdaj nazadnje se mi je zgodilo, ko sem imela ta izziv nefiltrirana, 2 dni prej sem dobila idejo, sem rekla, ne vem, začutila sem, da rabim to dati ven in se je 30 žensk prijavilo v enem dnevu. In sem tako, ok, očitno, a veš, dejansko, kadar si ti usklajen s tistem, kar veš, da rabiš narediti, takrat tudi resonira z ljudmi in te začutijo. Dobro, to nefiltrirana. Ja, to je bilo vrhunsko. Se pravi, kako smo lahko nefiltrirane? Nefiltrirane, da si dovolimo biti vidne, zato ker smo najprej v teh odnosih, ki so na najbližje, ne, potem pa v bistvu tudi v teh širših odnosih. In se mi zdi zelo zdravilno, takrat, ko v bistvu ti je neprijetno, da bi povedala neki naglas. Dam primer že recimo s partnerjem, da bomo nekaj povedala iskreno, ne, ko si mislimo, v partnerskem odnosu sem pa res najbolj iskrena, najbolj vse povem, ne, točno tu sem, kar sem. V resnici pa, ko začneš malo kopati globje, vidiš, koliko stvari pač partnerju ne poveš, z vidika, ker se ne čutiš, da mogoče je varen prostor ali pa da na tak način lahko poveš, ne. In potem se začne počasi odpirati, ne, v bistvu luščeš spet te plasti, ne, da kar naenkrat prideš brez filtra ven, ne. Evo, Enet, kako se je tvoje partnerstvo spremenilo v zadnjih letih? Kaj bi zdaj moža morala vprašati, ne? Ja, moža, ampak on se vem, da se bo strinjal z mano, ker pač na tem področju pa so res tako iskrena glede tega. Jaz se vrnem malo nazaj, evo, tako na začetek, mi da sva zdaj moram že prav razmišljati, koliko sva skupaj, sem zlagala, od 2014 sva skupaj, tako, 2014 je že en čas, 2018 sva poročena. Tako. In na začetku je pač super krasno obdobje, ne, kad se super razumeš in se je fajn, super, pa pride otroci. In kar naenkrat je mama, ne, jaz sem bila ves čas za otroke, jaz sem tudi imela fuljenih vzorcev, ko smo mi butali takrat prva leta ven in je partner kar malo izvisel. Pač nekako se kar ni najdu, tako se je rekel, ta moška energija, sem bila zelo moška energija. Tudi če sem bila mama, jaz sem bila zelo, vse manj izpod kontrolo, jaz sem v helikopter, ne, tako je bila še korona, tako da je tisto me sploh pač zrušilo vso varnost v telesu in mu nekako kar nisem mogla dopustiti, da bi on lahko bil v svoji moči in bil v svoji postavljenosti. In to je seveda vplivalo, da ko so otroci ratli malo večji, zdaj pa sta 7 pa 5, ne, tako da je vseeno že taka leta, ko že malo razumesta, pač sta že samostojna in toliko in tako.
pa se začela dogajati, da so bila tako s partnerjem, zdaj pa raba mi da najdete nazaj spet naju, ker pač vedno jaz verjamem, da pač partnerstvo je baza družine. Niso otroci fokus, ampak partnerji. In če v bistvu partnerja nista ekipa, takrat se začnejo dogajati bolj problemi. Ker čim deluje v bistvu en partner proti drugemu, kadar pride, ne vem, težava z otroci, pa da je en partner proti drugemu, ne moramo rešiti, ker pač mi da vsa ekipa. Mi da mora skupaj biti proti temu problemu, ko se je pojavil. In takrat so začela prav na novo postavljati temelje. Tako, najprej se je ful rušilo in res sem se že večkrat vprašala, tako, ali je to sploh ta zveza zame, ali sploh lahko najdla neko skupno pot naprej. Ampak vedno sem sebi čutila tako, da ne bom obupala, dokler se ne potrudim maksimalno. In to ne pomeni, da sem se jaz zmanjšala, pa jaz prilagodila njemu. Ampak to, da sem v bistvu začela ful biti iskrena. In sem začela mu govoriti stvari, ki prej si mogoče na kraj pameti ne bi upala mu povedati, ali pa izraziti neke želje, ki me je bilo strah, kako bo on odreagiral, kako bo razumel, če sem mu vzela čas zase, če mu jaz nekam šla. In v bistvu, ko sem začela biti samozavestna v tem, da sem vedno več povedala, je tudi on začel biti samozavesten, da je on meni vedno več stvari povedal, kaj si želi. Pa bil mogoče tudi opora, ne? Tudi, mislim, on je tako imel res od vedno pač bil opora, tudi če ne razume stvari, me on vedno podpira, tako da Kler res mava zelo lep odnos. Ampak meni je bilo zmeri pomembno, da se on počuti tudi pač dobro v svoji koži, da dejansko nisem jaz edina, ki je pomembna v družini. Pač itek se vedno najdeš, ko imaš kontravzorce si, in se moraš bolj pač zdravaš en drugega, ne skozi odnos. Ampak recimo meni se lani zgodil takem ful velik premik v odnosu, ko sem začela ful delati s tem odpiranjem srca. In ko sem videla, da v bistvu, ko so prišla na en nivo te intimnosti v razumevanju en drugega, da je še globje in da je še globje. In potem sem začela dejansko toliko odprto se pogovarjati, ko si jaz nisem nikoli mislila, da je možno. Ker so bile kar naenkrat situacije, ko v bistvu se si začela govoriti res vse. Tudi če se je pred mi zdela, da so ful odprta in ful si se poveva, sem videla, kako se vsak še drži nazaj z nekim strahom, kaj pa če ne bom sprejet. Ne? In recimo zdaj je pač najin odnos je, mislim, res čudovit, res se razumeva skoraj brez govor, tako dosti se smejem, ker se tako istočasno rečeva en stavek ali pa ena stvar. Se pravi, ta transparentnost med vama. To, ja. Ker jaz mislim, da šele takrat, ko si ti dovoliš biti res do sebe transparenten, da sebe pokažeš v polni luči sebi, da sprejmeš, da pač nisem popoln, noben je popoln, ne? Ampak da začneš sprejemati, mogoče imam pač take in take vzorce, ne? Ampak to ne pomeni, da sem slab. To samo pomeni, da pač jaz imam take karte in zdaj z njimi moram nekaj narediti. In isto partner, on ima druge karte. In zdaj lahko midva pač igrava neko tekmovalno igro s temi kartami, lahko pa sva tako, kaj pa najne skupne karte, a veš, kaj lahko kle pač ustvarjava, ne? Tako. Velikokrat izpostaviš, da življenje ne rabi biti popolno, ampak resnično. Kako naj pridemo do tega morda za konec pogovora? Tako se kaže prej iz teh malih situacij je v bistvu življenje kot en mozaik. Ne? In iz teh malih koščkov vse ti ne vidiš, kakšno sliko delaš in ne vidiš, kam greš naprej. Pa se malo odmakneš, se rečeš, wow, glej, kaj vse sem že ustvaril v življenju, glej, kaj sem vse že doživel. Ne? In jaz mogoče bi kle pozvala tako, dajmo biti malo bolj pozorni na vse, kaj smo že lepega doživeli. Ne? Ker pač to doskrat hitro pozabimo, ne? In se polnimo tiste slabe stvari, težje stvari, ne? Ampak pozabimo pa na vse svoje zmage. In zmage niso tiste velike, ki odmevajo. Včasih so tiste, ki se zgodijo znotraj nas, ki se zgodijo v tišini, v samoti, najbolj močne in najbolj velike. Ne? Tako da jaz mislim, da je ta stavek oziroma ta misel tudi tista, ki si želim, da jo vsak začuti, da pač ne rabimo biti popolni, rabimo biti resnični, prvo sami sabo in potem bo to prišlo. Katera je tvoja največja zmaga? Moja največja zmaga? A veš, da jih nimam tako malo. Na katero si najbolj ponosna? Tako, bom jih naštela več, ker jaz ne moram, jaz samo absolutno družina, ker to, da sem pač ustvarila družino in da v bistvu ne samo ustvarila, ampak tudi ustvarjam, sokreiram to družino in vzgajam te otroke v te res čudovite osebe, mi je tako res ena stvar, ki sem jo dostikrat imela za samoumevno in sem dojela, da v bistvu to kar velika zmaga v življenju. Kot drugo, pač knjiga, absolutno, ki sem res upala, da bo nekoč ugledala luč sveta. Mogoče tako za zanimivost, jaz sem imela zamet dogodek za izdajo te knjige, je bil planiran 9.9. In 2 dni prej sem imela urgentno vnetje slepiča in sem šla na operacijo. V bistvu isti dan, ko bi mogla vedeti dogodek, sem bila operirana. In mi je zelo zanimivo, da je življenje mi že samo kazalo, nekaj ni v redu s tem datumom, nekaj se dogaja, nekaj ni. In pa sem imela dogodek 10.10, ki je bil pa res ful lepa uspešnica in tudi ena izmed mojih velikih zmag.
Drugače pa jaz imam za svojo zmago čisto vsak dogodek, vsako stvar, ki jo skreiram, ker si rečem, meni zmaga je to, da lahko jaz si dovolim kreirati vse, kar pride v moje polje. Tudi če so to neke stvari, ki so popolnoma out of the box, ne vem, dogodek v jami ali pa dogodek, ne vem, z tolikimi ljudmi, dogodek za 8. marec, karkoli mi pride v polje, ker začutim, jaz bi dala to rada ven, meni je to zmaga, da dejansko imam pogum, da grem za tem. In to verjamem, da ima vsak v sebi. In vsakemu gostu Enet postavim vprašanje, kaj ga je življenje naučilo, pa ne bo odgovor kratek. Življenje me je naučilo in me še uči, da smo mi najpomembnejša oseba v tem planetu in da tako, ko nas skrbi za druge ljudi, moramo tudi skrbeti zase in negovati sebe, ker takrat, ko smo mi okej, takrat so vsi okej. Hvala, ker si se odzvala. Z veseljem. Vabilu, hvala za knjigo, ki jo seveda priporočava tudi ostalim, ki ste vsaj delček najnega pogovora preživeli takole z, bom rekla, odprtimi ušesi. Upam, da zdaj še razmišljamo, kam s temi limoni, ne? Zdaj bomo naredili limonado. Midve greva na limonado in še enkrat hvala, mahava in srečno. Torej, Enet Jogan Klemše. Hvala. Hvala tebi, Martina.